Mark Džamastagić v življenju počne marsikaj, že kot otrok pa je vedel, da sodi na oder, da si želi nastopati in zabavati občinstvo. Običajno te lahko vidimo tam gor na odru, danes pa tukaj med publiko. Kdaj si ugotovil, da moraš oziroma da spadaš tja na oder? Dober vprašanje za začetek, da pozdravim vse, zdravo. Ne vem, kdaj sem ugotovil, že kot otrok družina je zelo kreativna, sestre so bile plesalke, tudi sam sem začel kot otrok s plesom in imeli smo zmeraj nek tak družinski običaj, da smo se snemali s kamero in delali kakšne take skeče, zabavne videe. In takrat pol nekako ti zrase to, mislim, pač se ti usidra not, da mogoče pa pašeš na oder, pa da te ljudje gledajo, se smijejo, pa tako. In kdaj si se tako zares začel ukvarjati s tem? Zares sem se začel ukvarjati s tem, ko sem šel na faks. Takrat sem se vpisal na tečaj improvizacije, gledališke improvizacije in takrat začel razvijati to svojo željo. No. In tako da zdaj po recimo 10 letih sem tam, kar sem pač zmeraj bolj napredujem. Nekdanjega profesionalnega kolesarja je splet življenjskih okoliščin pripeljal do tega, da je odkril improvizacijsko gledališče. Jaz sem kolesaril, sem študiral zraven in pa sem gotovo, pač ne bom mi uspel vse to hkrati. Sem rekel, bom samo kolesaril. In sem pustil faks in sem šel na neko dirko in sem imel neko nesrečo, zaradi katere sem bil potem en mesec prikovan, da sem doma, pač bil ležal. In takrat sem nekako gotovil, zdaj, če se meni karkoli zgodi, kam kolesaril, kaj sem, kdo sem, jaz pravzaprav. In sem gotovo, da nisem pol nihče. In sem še tisto poletje nekako sem se vpisal nazaj na faks, na sociologijo tokrat, ne na kemijo. Sem rekel, študiral bom, zato ker, če se res mi kaj zgodi, bom saj imel neko skromno diplomo ali kaj. In hkrati sem bil tako, tudi če se mi karkoli zgodi, pač študirati nekako, ker si mlad, pa ker si, pač moraš biti študent, ne. Ampak kaj pa sem še jaz, če nisem kolesar, če nisem študent, kdo sem? In nekako sem takrat ugotovil, da sem mogoče tudi ta performer. In pa se je zgodilo to, da sem res začel iskati te impro, ker sem bil že pod efektom impra. In sem našel impro delavnice in sem se prijavil in sem začel tudi improvizirati. Tako da v bistvu sem bil v tistem trenutku študent, kolesar in že improvizator. In potem se je nekako to pač se je zgodilo življenje in sem končal svojo kolesarsko kariero. In pa sem gotovo, sem končal kolesarsko kariero, kdo sem? In sem gotovo, da sem performer. Tako da sem v bistvu zaradi tega potem intenzivno začel nekako. Pač delno tudi zato, ker sem imel pač to športno mentaliteto, se pravi, sem se nekako svojo energijo takrat pretopil v to in počasi stopnjuješ in postaješ boljši. Deluje v skupini Vaška scena, ki jo sestavljajo skupaj z Miro, Janom in Juretom. Skupaj so začeli ustvarjati pred 4 leti. Začeli smo dejansko tako, da smo v improligi, ki je neko to tekmovanje v gledališki improvizaciji, smo se našli pač te ljudje 4 in smo tekmovali kot ekipa, kot ansambl v improligi. In nekako je bila moja želja, da mi začnemo to pač naš način improvizacije razvijati še naprej. In smo iskali neke odre, gledališča, ki bi nas sprejela, pa da bi tam lahko redno ustvarjali. In smo našli pa dejansko tukaj skoraj pri meni doma v zasipu odrček. In 3 leta nazaj, oziroma 4 leta nazaj smo naredili prvo predstavo in še kar delamo. Zakaj pa prav improvizacija? Zakaj nekakšna druga zvrst? Zakaj ravno ta? Kaj te je tako navdušilo pri tem? Improvizacija ima malo, kot temu rekel, ljudje velikokrat, ko pomislijo na improvizacijo, pač jim je to malo tako odbijajoče, ker improvizacija je vseeno spontano gledališče, na odru ljudje nimajo scenarija, nimajo nič vnaprej pripravljenega, vse, kar imajo sebe, svoj glas, svoje telo, še rekvizitov ni. In v bistvu, ko sem jaz to prvič videl, je to mene totalno šokiralo, koliko je to lahko zelo dobro, pa koliko je to zanimiv. Tako da, takrat, ko sem jaz to prvič videl, bilo je v Kranju, ne vem, katerega leta, jaz sem bil čisto zaprepaden, da to obstaja in da jaz sem nekako rekel, jaz to hočem probati. In takrat sem tudi zelo veliko energije vložil v to, da sem lahko nekako to probal. Je bilo res težko najti, ker
takrat, to je 10 let nazaj, je bilo vse še nekako malo skrito to na internetu, danes je vse tako dostopno, pa hitro najdeš, kje so kakšne delavnice, predstave. Ampak takrat je bilo to zelo tako potuhnjeno v neko podzemlje, kreativno. Čeprav se na prvi pogled ne zdi, tudi v improvizacijskem gledališču obstajajo določene pravila in tehnike. Improvizacije se mora človek naučiti. Pri improvizaciji je najbolj zanimiv v bistvu proces. Veš, ti greš v gledališče, gledaš to, se pravi neko dramo, neko gledališče in ti je zanimiv izdelek, vsebina, kaj se vse dogaja, pa kako to. Ampak tukaj je proces, pri improvizaciji je proces. Ljudje gledajo v bistvu, kako mi ustvarjamo zgodbo. In tisti najbolj zabavni deli so pravzaprav takrat, ko se zgodba nekako prekine z neko nenapovedano stvarjo, ko se zgodi na odru neka spontana stvar. In v bistvu improvizacija te nekako uči, kako se rešiti iz te zagate. Kako zdaj to upravičiti in kako v bistvu nekako dokončati to stvar, ki se zdaj dogaja na odru. Ne vem, jaz bi to tako razložil. Ja. Kako se pa potem vi na to pripravljate? A se samo, ne vem, družite, da postajate čim bolj tako homogena skupina, ali kako bi temu rekla? To si zelo dobro rekla, tako da ja, pač veliko je v druženju. Ne. Se pravi, mi z vaško sceno smo res že v teh 4 letih res povezana ekipca, poznamo se, točno vemo približno, kako delujemo na odru, se pravi druženje, to je itak. Potem so pa vaje, predvsem so vaje, se pravi, veliko je nekih teh čustev, ljudje radi gledajo čustva na odru, se pravi, da ti znaš kakšno čustvo odigrati oziroma kaj pomeni biti v tem čustvu, kako si v tem čustvu. Veliko je tudi, se pravi, reče se, object work oziroma delo s predmeti na odru. Se pravi, v impru ni nobenega pač fizičnega predmeta na odru in vse, kar je dovoljeno v improvizaciji, to, da ti lahko pokažeš. To je kozarc, to je se nalije in veliko je tega dela, pantomima bi lahko rekel. Potem je pa še ta partner fokus, to jaz tako rad rečem, pač to je pa tisto, da kako povzdigniti svojega partnerja, da bo bolj izpadel. In zdaj, če oba na odru to počneta drug za druga, pač stvari zelo dobro stojijo. Ne. Če je pa velik egota, pa če ne skrbiš za svojega partnerja na odru, je pa potem lahko pač zelo, ta impro, ki ga gledaš, zelo nezanimiv. Nekako potuhnjeno v tisto podzavest. Pravi, jaz zdaj ne znam ti reči točen, da sem jaz popolnoma zavedam svoj, pač kaj počnem na odru, pa svojega pač partnerja, kako se on počuti, ampak nekako kar pride pač ta neka zavest, ta skupinska na odru, pač je v tebi. Zelo je zanimivo, ko si enkrat na odru, ko improviziraš, si v bistvu pač zelo dobro počutiš. Kako pa se vaška scena loti ustvarjanja predstave, je bilo moje naslednje vprašanje. Mark mi takoj pove, da v impro obstajata 2 obliki predstav, kratkometražne in dolgometražne. Kratkometražne so discipline, se pravi, so te že nalogice že predpisane, pač vsak jih pozna in greš na oder in razložiš pravila te discipline in potem se odigra prizor, ki je improviziran, se pravi spontan, od publike se pobere predloge in ustvari. Medtem ko dolgometražne, tukaj je pa malo daljši proces. Ponovadi se usedemo in se pogovorimo, kaj bi radi ustvarjali, kakšna bi bila recimo izbrana tema. Lansko leto smo delali z vaško sceno zelo žanrsko, se pravi, smo izbrali več različnih žanrov in na podlagi teh žanrov ustvarjali neko predstavo. Se pravi, za pač to dolgometražno, se pravi, vzamemo kar nek navdih, neko temo, v tem primeru žanr, in potem rečemo, kako bomo mi šli to zdaj skozi ta žanr. Se pravi, predpišemo neka pravila, recimo, kaj bomo pobrali od publike, kakšni bojo predlogi in približno, kako bi razdelili to predstavo na prizore. Niti ne, kakšni bojo pač prizori, ampak na začetku bomo gledali mogoče majčkeno, kaj se dogaja, recimo, če je izbrana tema mesto, da se bomo navdihovali po mestu, bomo rekli, ok, za začetek probujemo samo narediti nek utrip mesta, da vidimo približno, kaj se dogaja v tem mestu, potem pa nekaj iz tega probujemo potegniti neko zanimivost, ki se je zgodila že v samem tem procesu in potem potegnemo to zgodbo te osebe, ker recimo, če je neka oseba v centru, pa da vidimo, kam pridemo. Ne vemo, kam bomo prišli, nekam bomo prišli. In to je pač temu se reče, da narediš format oziroma nek koncept, format, ki ga boš tudi pa ljudem predstavil in da bojo oni razumeli približno, na kakšno pot gremo zdaj skupaj s publiko. Niti ena predstava ni enaka drugi. Čar improvizacije je v bistvu, kot sem rekel prej, proces, pa hkrati
to, da ljudi vključiš, ful je interaktivno. Se pravi, mi na začetku tudi ljudem povemo, gledajte, pač vi ste tukaj najpomembnejši element te predstave, ker brez vas mi sploh ne vemo, kaj početi na odru. Se pravi, mi potem vzamemo predloge, pa se pogovarjamo, včasih celo mogoče človeka samega vzamemo za navdih, pa ga vprašamo, kdo je, pa kaj ustvarja in potem to uporabimo v predstavi. To no, res je tako, ja, čar je v tem, da vsaka predstava je drugačna. Tudi če vzameš isti format, ki si ga pač zamislil, je vsaka drugačna. Mark se ukvarja tudi s stand-upom, ki se kar precej razlikuje od impro gledališča. Bistvena razlika je, da spet improvizacija je proces zanimiv, stand-up je v bistvu punchline zanimiv. Punchline je tisto, kar sproši ljudi v smeh. Tako da prvo razmišljal sem, mogoče je celo v tem spektru gledališč, da sta si to zelo diametralno nasprotje, da bi gledal pač res. Ker podoben je nekako, tudi pri impru je smeh nek produkt, zelo velikrat, čeprav pač to ni edina stvar, kar lahko čutiš pri improvizaciji, ampak je smeh je nekako, mi se futramo oziroma hranimo se na smehu, ampak ni nič pripravljeno naprej. Medtem ko stand-up, spet isto, pač futramo se na smehu, nekako to nas tudi skozi nastop cel poganja, ampak je vse že vnaprej pripravljeno. Pač vsak gib, ki ga narediš na odru, je zelo, pač če si dober stand-upper, je zelo pripravljen. A improvizacija ostaja njegova prva ljubezen in ko so s skupino Vaška scena dobili možnost nastopanja na odru v Zasipu, so začeli ustvarjati pod okriljem Kutka mod. Trudijo se, da bi čim več ljudi spoznalo impro gledališče. Izvoli se vsest, izvoli priporočka, lahko držiš v naročje, Coca-Cola. Jaz sem cool. Evo smoki za zajtrk. Hvala, mami, hvala. No, jaz bi nekaj bolj zdravega. Briskev. Evo, to je to, mami. Dač, čau. Lepo se mej, pazi levo, desno poglej. Ja, okej. Ne grem z busom, bom šla peš. Jo, Julie. Maj pa je! Zdaj se res neham pogovarjati s tabo, tudi se pozdravil je bilo dost. Jaz grem kar naprej peš v šolo. Jaz sem dubla cvek. Kaj cvek si tu? Jaz sem dubla 2. Dve? Jaz sem dubla 3. Jaz sem tu dubla 4. Jaz sem tu dubla 5. Šiflarka! Glejte me! Julie! Edina logična poteza je bila, da začnejo svoje znanje prenašati naprej na mlajše generacije. Zasip je skoraj neka kulturna prestolnica, da se mi zdi tako v tem območju, ker res veliko stvari počnemo, res veliko tudi drugih teh tradicionalnih kulturnih zadev je, kot so, ne vem, pač prgarija pa vse to. In lansko let je Kutka mod, se pravi, pod katerim tudi Vaška scena, pa to gledališče, ki ga imamo, se pravi Pokluški zdravnik pa Usodna pletna, smo naredili še mladinsko gledališče, se pravi pod vodstvom Mete Vodnov pa Lucije Vidic. In ti otroci, ki so prišli v to gledališče, so se izvrstno izkazali, so res pač talentirani in so tudi na tekmovanju osvojili zlato, se pravi to Linhartovo priznanje mladinskih gledališč. In so pa tudi veliki fani improta v Zasipu. In je bila edina logična poteza, da rečemo, ok, dajmo jih še probati malo improvizacije učiti. Mogoče jim bo pa pomagalo. In to je bila res poteza, ki smo jo naredili. Enostaven, pač smenili smo se, odprli delavnico, otroci so se prijavili, tudi novi otroci in imamo se super. Skupina Vaška scena sicer nastopa po celotni Sloveniji. Od oktobra pa vse do maja bodo enkrat mesečno zavzeli tudi oder v Ljubljani. Enkrat mesečno pa jih lahko vidite tudi v Zasipu, kjer v impro predstavah lahko uživate brezplačno. Dragi gledalci, vabim vas, da pridete v Zasip in si ogledate Vaško sceno v akciji. Pridite nas pogledati, če ne drugega, ali pa polajkajte nas na Facebooku, tam boste lahko dobili še več informacij.
In pa ostanite še naprej tako zvesti. Cela vas bo prišla nazaj. Vsak svoje čuti.